Če se tvoja spletna stran ne uvršča visoko med zadetki na Google, to pomeni, da izgubljaš veliko strank. V tem videu ti pokažem 5 trikov, ki ti bodo pomagali, da se bo tvoja spletna stran uvrščala višje. Še preden pa gremo na vseh 5 trikov, naj ti pojasnim, kaj je SEO. To je ključni faktor, ki vpliva, da se bo tvoja spletna stran uvrščala na Google. In SEO je kratica za optimizacijo spletne strani za iskalnike, kot je Google. In zajema vse od vsebinske spletne strani, pa tudi do tvoje tehnične spletne strani. Zato je blazno pomemben in vpliva na to, kako visoko se bo tvoja spletna stran uvrščala na Google. In kot verjetno ti je že jasno, višje, ko se uvršča tvoja spletna stran, več obiskovalcev bo kliknilo na tvojo spletno stran in jo tako tudi obiskovalo. Kar pomeni, da je za tvoj biznis lahko to pomeni tudi več strank. Prvi trik je prava ključna beseda za tvoj posel. In vsaka ključna beseda ni dobra ključna beseda. Mora biti prav optimizirana za tvoj brand, za tvoj posel. In velikokrat se zgodi, da podjetniki izberejo zelo splošne ključne besede ali pa ključne besede, ki so preveč specifične oziroma preveč strokovne in jih v bistvu sploh ti iskalci njihove stranke ne uporabljajo. Zdaj, mogoče najprej naj razjasnim, kaj je sploh poanta ključne besede. To je v bistvu ključna beseda, katero bi recimo tvoja idealna stranka vpisala v Google in preko te ključne besede potem prišla na tvojo spletno stran. To je v bistvu ključ, kakšna je prava ključna beseda. In če še ne veš, katera ključna beseda je idealna za tvoj posel in za tvoj brand, potem bom spodaj pod tem videom pustila link do enega brezplačnega spletnega tečaja, kjer ti bom pokazala, kako lahko najdeš ta pravo ključno besedo za tvoj posel. Vsaka ključna beseda, kot že rečeno, ni ok. Lahko je preveč splošna, tako da v bistvu sploh ne boš mogel recimo konkurirati z svojim brandom med drugimi večjimi brendi, ali pa ni dovolj specifična in jo mogoče tvoje idealne stranke sploh ne uporabljajo. Zato je zelo pomembno, da najdeš tisto ta pravo ključno besedo za svoj brand. Drugi trik je, da se fokusiraš. Fokusiraš se na to, po čemer želiš biti znan oziroma znana. Kaj želiš, da je prepoznavnost tvojega brenda? Naj bo to ena zadeva. Naprimer, če se ukvarjaš z jogo, joga je precej splošna. Če se mogoče pa želiš bolj fokusirati in ti je blizu, recimo, da veliko strankam pomagaš, ker imajo bolečine v hrbtu, je mogoče lahko to tvoj fokus, da se fokusiraš torej na bolečine v hrbtu, rešuješ pa jih s pomočjo joge. S tem v bistvu za svoj brand in zase daš en taki fokus, go to person, torej da bodo tvoje idealne stranke v bistvu tebe imele v mislih za točno ta problem, za točno to rešitev. Tretji trik so redne in čim bolj pogoste objave. To so na tvoji spletni strani, to so recimo lahko objave na blogu. Zdaj, blog lahko pišeš v tiskani obliki, kar je super fantastično za Google, ker pač besedila Google zna lepo poindeksirati in prebrati. Lahko pa narediš tudi blog v video obliki, torej da redno objavljaš videe ali pa celo audio formate. V tem primeru, če objavljaš video ali audio formate, ti priporočam, da video, naprimer, najprej naložiš ali na YouTube ali na Vimeo, pač odvisno kaj uporabljaš, in ga potem ugradiš oziroma temu se reče tudi embeddaš v ta svoj blog. Zraven pa obvezno še dodaš besedilo. Zdaj, to besedilo je idealno, če je transkript videa. Za vse tiste, ki mogoče ne morejo trenutno pogledati videa ali pa celo raje berejo, kot gledajo video. Na drugi strani pa je to odlično za Google, ker pač Google ne zna indeksirati po video, sploh slovenskem jeziku, zna pa indeksirati oziroma pogledati, prebrati besedilo, ki ga napišeš. Zato bo to zelo koristilo tudi Google, kot tudi tvoji idealni stranki. Četrti trik je opis in naslov, ki se prikaže med zadetki na Google. Zdaj, ko iščeš na Google, se ti vedno prikaže običajno, se ti zmeraj prikaže naslov in verjetno se ti prikaže tudi še en kratek opis. In glede na ta opis in glede na to naslov,
tudi verjetno se ti odločiš, ali boš kliknil na to vsebino ali ne. Zato mora biti ta naslov in pa opis zelo privlačen, nikoli seveda zavajajoč, ampak privlačen, da bo obiskovalec sploh kliknil na ta naslov. Ker če imaš ti neko super dobro vsebino in ne nameniš dovolj pozornosti naslovu in temu opisu, potem je čisto zaman, če nihče ne pride do te vsebine. Zato vzami si nekaj več časa in naredi res dobre naslove. 5. trik je bolj tehnične narave in sicer gre za optimizacijo hitrosti uporabniške izkušnje in pa prilagojenosti za mobilne naprave. Tvoja spletna stran mora biti dovolj hitra. V današnjem času so uporabniki oziroma obiskovalci spletnih strani že zelo zahtevni, zato se mora tvoja spletna stran zelo hitro nalagati, da pač obiskovalec ne obupa, preden se v celoti tvoja spletna stran sploh naloži in odide. Zato tvoja spletna stran mora biti hitra in prilagojena za mobilnike, pa prilagojena tudi, da je vsak uporabnik jo lepo, enostavno, pregledno lahko uporablja, torej doživi neko pozitivno uporabniško izkušnjo. Če ti je bil ta video všeč, potem ti bom zelo hvaležna, če ga deliš tudi z vsemi, ki misliš, da jim bi ta vsebina koristila. Pod video bom pa pustila tudi linke, in sicer, kot že omenjeno, do brezplačnega tečaja, ki ti bo pomagal izbrati ta prave ključne besede za tvoj posel in pa tudi, če potrebuješ več znanja za SEO optimizacijo.